Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci, v še zadnji reportaži Avtoportreta.si v letošnjem letu. Dolga sezona je za nami, bili smo na prav vseh dirkah slovenskega prvenstva, zdaj pa na vrsti še zadnja in kje druge kot ozibovki slovenskega relija. Idrija bo še 17-tič gostila reli po okoliških cestah. Prav v tem trenutku smo le nekaj minut oddaljeni od začetka superspeciala po mestnih ulicah, a v reportaži najprej sledi hiter pregled prejšnje dirke. Predzadnja dirka sezone se je odvijala v okolici Kobarida. Četrti reli Soča-Vel je postregel z drugim zmagovalcem, kot smo ga bili letos vajeni. Posadka Rok Turk Blanka Kacin je bila namreč diskvalificirana zaradi dogajanja okrog odbijača, ki ga je preventivno odstranila zaradi gorečega katalizatorja. Zmaga je torej šla v roke Marku Grossiju in Tari Berlot, zmagala sta za dobri 2 minuti pred Klemenčičem. Točkovanje državnega prvenstva pa je bilo že pred to dirko odločeno. Turk si je že zagotovil 7. naslov, Klemenčič pa 2. mesto. Bolj zanimivo je stanje v divizijah 1 in 2 državnega prvenstva. Luko Brusa, Jana Mrevleta in Jureta Jereba v prvi diviziji efektivno ločile 5 točk. Zmagovalec bi torej pobral vse. Daleč ni niti Domen Slejko, zmago in Brusom niže od 3. mesta bi tudi on osvojil naslov. Situacija je podobna v drugi diviziji. Zmaga bi za Marka Škulja, Jana Medveda in Martina Čendaka pomenila tudi prvenstvo. Brez taktiziranja torej. Vrnimo se nazaj v center Idrije na superspecial, ki je med večino slovenskih relijev postal kar stalnica. 76 posadk je startalo na reliju v dolžini 90 km. Nič ne zavlačujmo, v diviziji 1, kjer je nastopilo kar 26 posadk, se je z najboljšim časom na vrh zavihtel Domen Slejko. Vse dokler ni kako minuto kasneje Jure Jereb dosegel sekundo boljši čas. Mrevlje je bil tretji, Brus pa je že tukaj izgubil 10 sekund. Divizija 3 je štela 4 posadke, Domen Mihevc in Pavel Rotar pa je bila od Roberta Kresnika boljša za sekundo in desetinko. Vase Miklavčič kot lani tukaj ni vozil, v njegovem Clio je za volanom sedel Igor Cotič. Za velik in pomemben trenutek pa so ulice Idrije poskrbele v drugi diviziji. Mitja Glasenčnik je bil celo hitrejši od Martina Čendaka, nato pa je ciljno črto prečkal Mark Škulj skoraj minuto hitreje. Tako je bilo jasno, da sta z Urošem Ocirkom odpeljala en krog premalo. Sledila je kazen 10 minut. Upal za naslov še ni bilo konec, a ta se je s tem zelo oddaljil. Najboljši čas sta dosegla Jan Medved in Izidor Šavelj 2 sekundi hitreje od drugovrščenih. V konkurenci državnega prvenstva je bilo to dovolj za 5. mesto, za Ivanom Hržanjakom na 4. in Alešem Zrinskim na 3. mestu. Mitja Klemenčič je izgubil minuto že v prvem krogu superspeciala. Marko Grossi je bil drugi najboljši Slovenec, 2 sekundi in pol pred njim se je seveda uvrstil Rok Turk. Čas 2:34,4 je bil dovolj za zmago, vmes pa sta se vrinjala še Avstrijec Baumschlager in Nemec von Thurn und Taxis. 14-kratni prvak naših severnih sosedov je zaostal za 30 sekunde. Tekmovalce so v nedeljo zjutraj, potem ko so imeli na superspecialu sončno vreme, pričakala megla. Vidljivost je bila zelo oslabljena in razmere so bile že kar zelo blizu zimskim, tam okoli ledišča. Koliko je imelo to vpliva na samo vožnjo? Izkazalo se je, da ja, v neki meri, a o tem kasneje. Roka Turka in Blanko Kacin razmere vsaj na začetku niso zmedle. Krožna Hapi Zadlog sta odpeljala 8 sekund hitreje od Baumschlagerja. Omenimo še enega tujega dirkača, prišel je z daljne Bolgarije, Ignat Isajo je s Hyundaiem i20 začasno prišel na 4. mesto. Še en razplet pomemben za prvenstvo. Domen Slejko je izpadel iz boja za naslov po odstopu zaradi tehničnih težav. V diviziji 1 so torej ostali samo 3. Sledil je drugi brzinc v krogu preizkušenj, Jelični vrh, ki je eden najpočasnejših na koledarju državnega prvenstva. Nadaljevali bomo z divizijo 1, dirkači tam očitno res niso varčevali. Jan Mrevlje je tokrat imel težave, po izletu z ceste je izgubil minuto. K sreči je lahko nadaljeval, z izvrstnim časom pa je vodstvo prevzel Luka Brus, bil je kar 22 sekund boljši od Jereba. A tudi Brus ni ušel problemom, že na naslednjem novem HP-ju Čekovnik je prebil gumo in na račun tega izgubil 3 minute. Vse to dogajanje je bila voda na mlin Juretu Jerebu, ki je tako vodil za 33 sekund pred Černigojem. A ja, tudi on ni prišel čisto čez prvi krog, poškodoval je odbijač pri manjšem srečanju z ograjo. V diviziji 2 je na Zadlogu zmagal Škulj, naslednji 2 hitrostni preizkušnji pa je osvojil Čendak, ki je hitro zmanjševal zaostanek 20 sekund in ga na Čekovniku tudi izničil. Hitro je torej prišel v vodstvo, celo 10 sekund naskoka si je nabral pred Medvedom. V skupnem seštevku je Turk dobil vse jutranje preizkušnje in vodil za 29 sekund pred Albertom von Thurn und Taxisom. Marko Grossi je za Nemcem zaostajal le za sekundo, Baumschlager pa za 5. Malo pred poldnevom je bil čas za štart naslednjega kroga preizkušenj. Megla se je večinoma razkadila, temperature so se rahlo dvignile, a cesta je bila na delih še vedno spolzka.
Ustavimo se še pri konkurenci državnega prvenstva v tako imenovanem generalcu. Aleš Zrinski je za stopničkami po drugem prehodu Zadloga zaostajal za 14 sekund za Darkom Peljhanom. Idrijska legenda relija in 6-kratni prvak se z Volkswagenom Polom seveda ni mogel boriti z Grossijem za drugo mesto. Na elitnem vrhu pa je moral premoč priznati tudi Zrinskemu. Turk pa je še vedno nadaljeval v dobrem ritmu, dobil je tudi 5 HP. Na 6. pa so se stvari za prvaka začele zapletati. Storil je napako in s Hyundaiem zadel škarpo. Napaka, ki je posadko stala veliko, dobrih 5 minut je šlo po zlu. Nov vodilni dirkač na dirki po tem dogajanju, Marco Grossi. Še pred ličnim vrhom je bil za von Thurnom Taxisom, a princu z Bavarske ni dopustil, da bi prišel na prvo mesto. Obetal pa se je zelo zanimiv boj za končno zmago. Obetal se je tudi v drugi diviziji. Seveda pa tudi tukaj ni šlo brez novih zapletov, pomembnih za točkovanje. Potem, ko je že izgledalo, da se je Čendak pobral po kazni na superspecialu, je žal na Oplu Corsi Rally 4 prišlo do iztekanja olja. Sledilo je predčasno končanje dirke na 7. brzincu. S tem se je pot do naslova široko odprla Janu Medvedu, ki je potreboval zmago. V tretjem zadnjem krogu so posadke odpeljale le hitrostni preizkušnji Zadlog in Jelični vrh. Težave se niso nehale za Turka in Kacinovo. Čeprav sta dobila 7 HP, je na Zadlogu ponovno šlo vse narobe. Tokrat je bil izlet v ograjo tisti, ki je povzročil še novih 5 minut zaostanka, pa še drugi menjavi gume seveda. V državnem prvenstvu so se premešala mesta pri stopničkah. Odstopil je Darko Peljhan, tretji po čakovniku drugič. Tretje mesto bi moral prevzeti Medved, a ga je prehitel Klemenčič, ki se je dobro vrnil po težavah na superspecialu. Albert von Thurn Taxis in Jara Heinz sta prednost Grossija odščipnila še za sekundo. Razlika je pred zadnjimi 10 km in pol znašala le 3 sekunde v prid Grossija. Kako se je zadnji HP odvil pa čisto pri koncu. Malo napetosti moramo vendarle obdržati. S končnimi rezultati 17. relija Idrija začnimo pri diviziji 3. Po odstopih Domna Mihevca, Roberta Kresnika in Blaža Benčine je edina dirko zaključila posadka Igor Cotiš, Sebastian Kobal v Clio. Dirkalnik je letos osvojil 4 dirke, 3 z Vasem Miklavčičem, ki je kot letošnji prvak tudi čestital Cotiču za drugo zmago v karieri. Zdaj pa k prvi diviziji. Dolgo časa je bil na drugem mestu Andrej Čuk s soznico Brino Fabčič, a sta ravno na zadnjem brzincu padla na 4. mesto. Zaostala sta za 21 sekund za Janom Revletom. On se bo verjetno še dolgo spominjal napake na tretji hitrostni preizkušnji. Razlika do zmagovalca je znašala le 13 sekund. Druga sta bila Rene in Aljaž Černigoj pokalnemu Oplu Adam, ki sta vse bliže prvi zmagi v diviziji 1. 11 sekund in pol je bil zaostanek do zmagovalcev Jureta Jereba in Mateja Pračka. Bolj kot zmago si bo Jereb zagotovo zapomnil prvi naslov državnega prvaka v diviziji 1. Letošnja sezona je bila skoraj po planih. Začela se je sicer na dirko prepozno, ker smo imeli težave z avtom na začetku. Potem smo se pa prevajali na avto, relativno hitro smo se prevadili, recimo, ker gre za čisto drugačen avto, turbo napram navadnemu atmosfercu. Malo težav s prevajanjem, ko smo se prevadili do poredu, že na žalcev nam je uspel zmagati, pa še zdaj tukaj na domači dirki. Vodilni v točkovanju pred Idrijo Luka Brus je bil 5, 2 minuti zadaj. V konkurenci divizije 1 je v cilj prišlo 13 posadk od 26. Še končno točkovanje že odštetim najslabšim izidom. Jereb je prvenstvo dobil za le 7 točk pred Revletom in 8 točk pred Brusom. Černigoj je bil na koncu zelo blizu Slejku, ki je točke osvojil le na 4 dirkah. Divizija 2. Dirkači na stopničkah so bili za razred pred ostalimi. Mitja Glasenčnik in Matej Pistotnik sta končala na 3. mestu za 3. letošnje stopničke. 8 sekund boljša je bila posadka Simon Mlinar Erik Bizjak, ki se je z daleč najboljšo vožnjo letos prvič uvrstila med najboljše 3. S 35 sekundami naskoka pa si je, priznajmo z malo sreče, ki je v tem športu le potrebna, zmago in drugi naslov zagotovila posadka Jan Medved Izidor Šavel. Le en najhitrejši čas na brzincu, a konstantna vožnja jo je pripeljala do 3. zaporedne zmage v tej sezoni. Še več vrednosti pa ima povratek v točkovanju. Po dolini zelenega zlata sta namreč zaostajala za 43 točk za Čendakom. Jaz nisem nikoli upal, pošteno povedano. Smo bili malo v izgubljenem položaju, ampak takoj po Gorici sem vedel, da sem takoj v igri in mislim, da smo kar ta zadnje 3 dirke oddelali vrhunsko, cela ekipa, avto, easy, jaz pa res je bila borba letos. No, to mislim, da je še bolj zaslužen naslov, kot je bil prvi in
Ne vem, jaz sem res vesel in hvala vsem sponzorjem in ekipi in Iziju in družini. To je to, no. Danes je bil res en težek dan, spet poln preobratov, ampak treba je vztrajati do konca. Tukaj so končni izidi 9 posadk, ki so zaključile reli. Zanimivo, Škulj bi brez kazni končal tam nekje 40 sekund pred Medvedom, a seveda so to le špekulacije, kaj bi bilo, če bi bilo. 4,5 točke, izjemno majhna razlika v prid Medveda, ki se mu je odštelo 17 točk iz Žalca. Škulju se je odštelo 11 točk iz Idrije, Čendak pa je na računu letošnje sezone zabeležil 2 ničli in bo na prvi naslov lahko ciljal prihodnje leto. Kakšna prvovrstna sezona je za nami v tej diviziji? Sledijo rezultati v slovenskem državnem prvenstvu. Na najnižjo stopničko sta se dobro vrnila Mitja Klemenčič in Vilija Ošlaj, kar 5-krat sta letos sprejela pokal za najboljše 3. Sezono sta dobro sklenila tudi Aleš Zrinski in Rok Vidmar s 3. zaporednimi stopničkami. Zmaga, druga v sezoni pa je pripadla Marku Grosiju in Tari Berlot. 35 slovenskih posadk je zapeljalo v cilj. Med najboljšo deseterico v tej reportaži nismo omenili še Hržanjaka na 7., Kavčiča na 8. in Požega na 9. mestu. Gros je res zmagal v državnem prvenstvu, ampak kam mu je uspelo zadržati minimalno prednost skupno na dirki? Tretja posadka Raimund Baumschlager, Tomas Celtner je v najnovejši generaciji Škode Fabie na koncu nekoliko popustila. V enakem dirkalniku je Albert von Thurn und Taxis s sovoznico Jaro Hein na Jeličnem vrhu zadnjič postavil najboljši čas, a za skupno zmago ni bilo dovolj. Sekunda in 2 desetinki prednosti je bilo dovolj za najbolj tesno zmago v karieri Marka Grosija in najbolj tesno zmago na slovenskih relih letos. Težka dirka, vesel sem na svoje čase, ki sem postavljal, dosti boljši kolani, tudi na parih brzencih sem se res približal in Turku in vsem, tako da sem vesel, da sem s tako, bi rekel, 2 generacije starejšim avtom zmagal dirko. No. Še tukaj podatek o uspešnosti relija Idrija 2024, 49 posadk ga je zaključilo. Zanimivo, von Thurn und Taxis v Sloveniji še ni zmagal, medtem ko Baumschlager na zmago na naših tleh čaka 14 let. Nazadnje mu je to uspelo v Mariboru 2010. Še zadnje dejanje nam je ostalo in sicer skupno točkovanje. Do septembra je bila ta sezona sanjska za Roka Turka in Blanko Kacin, jesenski del pa ni šel čisto po načrtih. Kljub temu sta uspela zbrati točno 200 točk, kar je bilo dovolj za rekordni 7. naslov med vozniki za Roka in 6. naslov med sovoznicami za Blanko. Tam do 7 ali do koliko dirke bi z 10 ocenil te zadnje 3, so bom rekel, bolj tako toplo-hladne, hitrost je bila, časi so bili, na koncu pa z takih in drugačnih razlogov nismo, bom rekel, zaključili zadev, kad bi jih lahko, ampak se pravim, to je del statistike, ki se bo enkrat za nazaj gledali in tu bodo v bistvu sam neke zgodbe, ki jih bomo imeli za pripovedovati naprej. Jasno smo s tem sigurno malo modrejši, kakšmu več bomo lahko, bom rekel, dal kakšen nasvet. Se pravim, to te, bom rekel, skozi kariero te to more sam krepiti, pa to moraš vzeti za dobro, se z tega kaj naučiti in probati od tega odnesti čim več. Ja, prvi del sezone bi rekla kar 10. Pol se je pa pač malo zmanjšala tale cifra, ampak če gledamo konc koncev, je to bila v redu sezona. Ja, povprečje bi polo gledali, ne vem, dajmo reči 108 še zmeri. Rezultati štejejo, ampak pač kak se pa med dva zastopa, pač to je tisto, kar velja. In ja, seveda se je fajn počutiti tak na desnem zicu oziroma tazga šoferja, zato pa tudi odklapa, bom rekla. Končno točkovanje izgleda tako. Klemenčič je uprizoril najboljšo sezono po letu 2008, ko je bil 3. Tokrat je zastal 38 točk za Turkom. Grosi se je Klemenčiču približal na vsega 6 točk. Zopet špekulacije, Škulj bi v tej razvrstitvi brez kazni najverjetneje končal na 4. mestu, ki ga je tako zasedel Aleš Zrinski. Kakšen finiš relija v Idriji, prav nalašč za leta 2024 v državnem prvenstvu v reliju, ki ste ga lahko spremljali točno tukaj na Autoportretu.si. Od vas se torej postavljamo za par mesecev, vabljeni pa, da si ogledate še kakšno staro reportažo, pustite kakšen like ali pa komentar in delite naše reportaže, če so vam bile všeč. Hvala in nasvidenje!